drug dan po finalu, 1. decembra, so bili mi že v proizvodnji. Enih zjutraj je bilo konc in videli so bili ob 8 zjutraj že pač v haljah in delali. Totalno goal-oriented attitude v cele ekipe. Pa se dajte res face skregati. Ja. Mi dve to znava tako perfektno. Ja, to dobro. Ja, vlada. Po moji ni osebi, ki bi bila bolj dan, ka nočka mi dve. Nama so tudi za embalažo, ki je zdaj rdeča nit Lapopsija, ki je nekaj najlepšega, ki mi dve sva zaljubljeni v najno embalažo in te grafične vzorčke in barve, so nama vsi govorili, da to ni Lapopsija. Danes sta z mano Karmen in Neža, prijateljici že od otroštva in punci, ki sta uspeli razviti eno najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v Sloveniji, Lapopsi. Gre za vitaminske, sadne, sladoledne lučke, meni osebno moje najljubše. Drugače pa razvili sta nekaj, kar lahko brez slabe vesti ponudite svojim otrokom, saj sta poleg tega, da sta uspešne podjetnice, obe tudi mamici. Dobrodošli. Živjo. Kako sta danes, kako se začel vajin dan? Ful dober, a ne? No ja. Moj se je ful dobro začel. Petek je, sred sezone smo, ti si naju povabila, ful dobro. Karmen? Moj je bil malo hektičen z tem, da en ni hotel vrtec in pa se to nadaljuje. Poznam tisto. Rabiš pa nekaj časa, da to prebrodiš. Daj mi povedati, jaz vsakič vprašam isto na začetku, kjer je tisti napitek, ki se ga ponavadi privoščita, ko gresta na klepet s prijateljicami, pa kak poslovni sestanek, kaj si naročita ponavadi? Jaz kavo. Mi dve sva kar kava. Kofet, kar se. Na espresso sem previdela, da si ti pa. Jaz še zdaj ne priznam, da v bistvu pijem kavo, ker sem tako jaz to kdaj pa kdaj spijem, ampak imam, da eno na dan, naprimer Neža, za razliko od mene, jih spije 10. Jaz sem na enem kapučinu in to je to. Danes imamo mačo. Odlično. Perfekten. Dajte mi povedati začetek, poznata se od otroštva. Kje sta se v bistvu spoznale? V bistvu so se spoznali najini starši in so se tudi družili. In ko se je Karmen rodila, sem jo že pestovala, ki je 3 leta mlajša. Tako da so starši krivi za to, da so se mi dve spoznali. V bistvu se družita že čisto od malega. Od malega. Moj prvi spomin je pa ta, da me je Neža, po moje, ko sem imela nekaj 3 leta, pelala na sadno kupo. Pač tega se tako uživo spomnim in to je prvi spomin na Nežo. Sraka, nje se bom držala. Ne grem stran. Pa sta ves ta čas ohranjali stik, ti si vmes živela v Ameriki. Kako je šlo to vajino prijateljstvo? Ja, stik sva ohranjali skozi, ni bilo pa skozi to ključten, kakor je zdaj. Zato, ker, kakor sem rekla, jaz sem lih 3 leta starejša od Karmen in ko sem šla jaz v srednjo šolo, je bila ona, 6., 7. razred, je bila zame takrat mula. Pol se je isto zgodilo, ko sem šla jaz na faks, je šla ona lih v srednjo šolo, isto, ne lih ta v odraščanju te koraki, ki jih delaš, povrteta. Ampak sva se še vseeno družili in itak sva bili sosedi, sva bili na isti ulici, tako da tudi če se ne bi hoteli, bi se srečevali. Kdaj sta pa spet nazaj to? Mislim, da sva prav... Ker sva bili noseči, tako, po mojem. Jaz sem bila sicer že v Ameriki, ampak takrat je bil še Skype aktualen. Sva bili na Skypeu, sva se pogovarjali, ker sva imeli spet eno tako močno skupno točko, ne. In je bilo ful dobro, ja. In naj je to spet ful povezano. Ja. Pa ste že daj prej v preteklosti, preden se je zgodilo ta preobrat, da ste se ponovno začeli malo bolj družiti, razmišljali, da bi ustvarili nekaj skupnega, kakšni podjetniški ideji, a je to pol takrat prišlo? Ne, nikoli. Karmen, slaščičarno. Ja, samo to je bilo takrat malo pred Lapopsi. Ja. Tako da bi pa prav prej, pa ne. Takrat se mi zdi, da je bilo bolj tako, da se Neža mene ni mogla znebiti v najstniških letih, kak je drugega. Sem bila skozi tako. Mlajša sestra. Ja. Tako da ne, prej noč. Ampak pol pa najprej slaščičarna, pol pa Lapopsi. Pa koliko let je to nazaj? 6, ne? Več. Ne, 6. Ne. Ja. Kaj zmenta se. Ja. Mislim, da je več kot 6 let nazaj, ampak okej. No, tam ne. 6. Kako je pa zdaj Lapopsi star? Da je šel prvi Lapopsi, da ste naredili. 2017. No, to je 6 let nazaj, okej. Ja, ampak ideje potreba po tem, da bi šli na svoje, pa da bi bili sami svoj gospodar, je bila že pred tem. No, rečemo 7. Ja. No, okej, idemo zaključiti. 7 let.
Koliko veliko vlogo pri realizaciji podjetja pa je pri tem igrala družina? A sta bile res videle sam tiste, a sta imele podporo še ostali, koliko so jih vključevali zraven? Na začetku pa moč, koliko zdaj? Imeli sva ful podpore. Sva le začeli v kleti naše hiše, ki je v bistvu moj oči nama zrihtal celo delavnico, položil ploščice, da smo naredili vse po regalcih, tako kot je treba. Posojali so nama denar za bencin, pa za Vse, a ne? kakšno malco, kdaj. Moja babi nama je nek začeten kapital še posojala, pa mami, pa delali so, ker so dobile tako prvo veliko količino. Smo tako 3 dni pač delali vsi, od prvega do zadnjega. Takrat smo pakirali še v prozorne vrečke in uporabljali od mame Slavke aparat za varjenje vrečke, veš ti, za meso, za hladilnik, mislim za zamrzovalnik. In je bilo treba polepati takrat iz danes na danes 1800 ali 2000 vrečk. In to je bilo pač vrečka, gor je bila ena nalepka, druga nalepka, tretja nalepka, pa še lot. A ne, se pravi 4 nalepke na 2000 vrečk. To je tako zelo časovno zahtevno. A to je že bilo za štarte Slovenije? Ali že Ne, to je bilo že prej. Ja, tako da so v bistvu ena ekipa domačih, smo bili dol v kleti pri Karmen doma, da smo proizvajali, pa sadje lupali, pa mešali, pa zamrzvali. Pa druga ekipa je bila pa pri meni na terasi, nekaj so sosedi, pri moji mami Majdi, so pa lepili nalepke. Tako, ja, ful so bili. Zdaj ne rabijo več toliko pomoči. Ja. Pa so še v petek domači zdaj ima takega zaposlenega, ali zdaj so se umaknili, pa gre ta same naprej? Midve sva en tak dogovor sklenili, ki je, da noben od domačih ni več v najni firmi. Ja. In to je tako, sva imela že zdaj tudi vmes kakšen preblisk, da bi, ampak pol ena drugo ne, rekli sva ne in to je to, ker Ja, friends and family pa to. ni vreden. Ja, hiter prije pol do česa. Odnosi se začnejo rušiti. Ali pa sam midve ne znava. Ali pa sami to ne znava. Ja, se pač pri nas, naprimer, jaz imam mojo sestro, pa mojega bratranca enega, pa bil je še drug, v glavnem smo krtek, ampak pri določenih se je izkazalo to kot super, pri določenih pa spet ne, sam pač posi, koliko se lahko skrha zaradi tega odnosa. Ne. Mislim, pri nas je vse super, se na koncu izteklo, mogoče pri Andreji sedi to, ko imajo prijateljice, ampak ja, zna biti to kriziv, ja. Ja, definitivno. Sam po drugi strani so pa vseeno ljudje, ki jim lahko ful hitro zaupaš, to pa je prednost. To je pa absolutno največja prednost. In na začetku Sej zato brez sam tega to razmišljaš o njih, ne? Ja, tako. Ja, brez tega na začetku pa ja. Odkot pa ime La Popsi? Lian je moj sinček, Aleksandar je Nežin sinček, Popsi Torej je pa... LA so kratice otrok. Popsi je pa Popsicles. Ja, To je to. Ja. Okay. Pa je šlo ime hitro bilo zbrano ali sta rabile? En večer, preden sem šla jaz podpisovati, pa vse registrirati, je bilo Karmen D.O. No, fajn, sta si. Ampak res, dobesedno je bilo en dan, preden sta šli, kaj sem bila še v Ameriki. Aha, ti si bila še takrat v Ja, Ameriki? jaz sem bila takrat še v Ameriki. Okej. In je bilo tako, oh my god, Carmen, daj, kaj če bi bil Popsi? Ne, ti si rekla, kaj če bi bil Popsi, pa sem pa rekla, pa ne Popsi, pa Popsi. Pa sem jaz rekla, kaj pa La, kaj je tako malo francosko in pa so rekli, ja, ne, v bistvu je Lian Aleksandar. Tako da zdaj moj Oskar malo ven pade, ampak okej. Imate še kako znamko naredili. Torej, ti si potom biste začele, ko si bila ti v Ameriki, torej ste nadaljavo začele biznis. Nadaljavo sva začeli urejati vso dokumentacijo, opremljati proizvodno, oči od Carmen je pač, kakor je rekla, ploščice in vse to. Tako sem se jaz vrnila iz Amerike, sva v bistvu imeli pol čez en teden prvi prodajni dan. Tako je. Ja. Kako ste pa, vidite ste začele odprle firmo, koliko potem je prišel projekt Štartaj Slovenija? 1 leto zatem. Torej 1 leto ste v bistvu predelali, potem ste se pravili na ta projekt in potem se je začela zgodba malo tudi širiti, se mi zdi. Koliko je bila odskočna deska ta Štartaj Slovenija? Ful. Absolutno največja do zdaj. Pa vam je bilo kdaj vmes žal, da ste se lotili tega projekta? Ne. Midve, ne glede na to, koliko sva si različni, ker sva si res, po moji ni osebi, ki bi bila bolj dan, ka nočka midve, ampak če pa kaj, je pa to, da ko se nečesa lotva,
hočva pač. Ne, sploh se ne rabva ment, ampak veva, kaj je treba in pač greva na vse ali pa nič. In tudi tukaj je bilo pač. Midve sva vedeli, zakaj sva tam, vedeli sva, kaj hočva in sva pač šli cilju naproti. Ja. Jaz mislim, da sta res, po moje, ene najboljših, koliko ste izkoristili ta projekt, pa ga res unovčili potem, tako se zagrejane, ker da je bila res dobra. Midve sva si rekli, da pač ne bova takrat drug dan po finalu, 1. decembra, sva bili midve že v proizvodnji. Ob 1. zjutraj je bilo konc in midve sva bili ob 8. zjutraj že pač v haljah in delali. Ker so rekli, če bova pač zdaj mal dali pauzo, ker luči ugasnejo, se pač ta boom zaključa. Zdaj pa ali ga sam nadaljuješ, ali ga ne, to je pa po mojem čist odločitev posameznika. Koliko časa nazaj pa ste bolj predstavili, videli ste pač na začetku prvih par let proizvajali same, potem ste se odločili za korak, da proizvodnjo prestavite. Zakaj ta korak in koliko časa nazaj ste ga naredili? To se je pa zgodilo leta 2019, ko smo imeli prvi sestanek s Spar Avstrijo in je povedal, kakšne količine bi oni radi imeli in pa, da bi imeli družinska pakiranja. Da pri njih impulziven nakup v samih trgovinah pač ni popularen in se tega pač ne grejo, ampak da družinsko pakiranje pa absolutno, ja. In sva obljubili, da seveda ni problema, ne? In ko je on šel domov, sva se usedli in je bilo tako, ok, midve rabva pol leta, da proizvedeva prvo naročilo in ga dostavva. Se pravi, v bistvu roba, ki bi jo dostavili, bila že pol leta stara. In to je bilo tako, ok, that's not sustainable business, najdemo rešitev. In pa smo najdeli rešitev tako, da smo v bistvu najdeli tovarno v Italiji, ki ima proizvodnih zmogljivosti še pa još, več kot dovolj za naše potrebe in se z njimi pol dogovorili, da bomo v bistvu najemali njihovo mašino, pa njihove ljudi in da bomo hodili tja, takrat, ko bomo pač rabala. Ne? In to se zdaj dogaja. In ste zadovoljni z tem procesom? Mislim, tukaj je bila, to je bila ena redkih stvari, ki se mogoče midve nisva strinjali tako. Meni je bilo res težko upustiti proizvodno tukaj, ker sem bila dolg časa, ok, dajmo za tujino pa to, kar je za izvoz, delati v Italiji, kar je za Slovenijo, pejmo se butično, pa mi še vedno pač tako, kot je bilo 6 let nazaj. In mogoče je bilo takrat dobro si to naredila, da pač ni Neža ful neki silila vame, ampak je rekla, ok, počas. In pol, ko sem jaz videla, da je dejansko v Italiji boljši produkt kot tukaj, ki ga pač mi naredimo na te mašine, tam se zmrzne v 4 minutah in res šokira. Pač kakovost je noč pa dan. Sem rekla, ok, ajde, pač dajmo to butično stvar upustiti in gremo na tisto, kar je boljše. Torej imate zdaj celotno proizvodnjo potem tam. Kako ste pa vidve sprejeli to, ko ste začeli štartati Slovenija, je bila taka boom rasta, ker iz danes na jutro se je ful začelo. A ste imeli sploh čas tiste občutke sprejeti, a je bilo takrat sam, pač moramo delati, moramo to speljati? Sam bil je res totalno goal-oriented attitude v cele ekipe. Nismo se pogovarjali, nismo si čestitali, nismo se družili, pogovarjali, dejansko smo pač se usmerili v cilj. In mogoče je bila to napaka, ker pol za nazaj gledaš, je fajn, da si vzameš čas. Malo proslaviš take stvari. Tako, pa si čestitaš, pa ponotraniš, da si nekaj dosegel, ker drugače grejo vsi ti uspehi, kar mimo. In pol na neki točki, No, sam se še zdaj tega ne znava. Še zdaj ne znava dobro, absolutno. Se misli, da smo vsi, več nekaj dosež, gremo hitro dalje, nekaj gremo hitro, Samo prav zavestno odločili, to bomo zdaj nekaj odprli, dnemo se malo poveseli, dnemo nekaj narediti, vse pri nas je isto, tako smo podjetniki, se mi zdi. Ena stvar dosežena, gremo hitro dalje. Ampak tako levo, ko se pogovarjamo, takrat začneš razmišljati. Pa kaj vse si pol dosegel, pa kaj si naredil, pa zakaj takrat, da mi povedati, kako se vidve dopolnjujete v delovanju, kako imate razdeljeno delo? Karmen ima marketing. In to vidimo na Instagramu. Tako da to je njeno področje. Pa razvoj. Jaz imam pa celo operativo. Zato, ker brez Karmen se nobena stvar ne bi začela, brez mene pa nobena končala. Tako da
Torej se super dopolnjujete, Super. kljub temu, da ste si različni. Super se dopolnjujeva. Pa imate od začetka že tako razdeljene stvari, ali to je pol spontano prišlo? Ne. Prvo leto ne, pol pa štartaj se je pa nekako začelno to, da se je kar tako. Neži je res grozen delati marketing in meni res ne leži operativa. Tako da Ni bilo treba ful razlagati, pa se kregati, pa si Ne. deliti. Je prišel res tako fajn spontano. No. to je, ne vem, po moje vesolje dal, da sva si res to, mislim, da sva prišli skupaj točno tako, kot Ja. Zato pa slaka pot nadaljuje. Se pogosto, če se do tega ne prije, se pa oni pol razidejo stvari. a ne. Ja, tako da, to je v redu. Ja. Na kak način pa razvijate ideje pa nove produkte? Kak je proces pri vas? Kako to poteka? Niste spontano ful. Jaz najbolj delujem pod pritiskom. Okay. In Neža zdaj to že ve, da pač mi ne govori niti 2 meseca prej, ona meni reče 3 dni prej, da mi 2 neki rabva in čez 3 dni pač je to narejeno. Ampak verjetno naredim zadnjo uro. Ja. Imam eno tako ob sebi. Ja. Torej, v bistvu, kaj je pol proces, ne vem, kako se vi odločite, naprimer, za nov okus lučke? Ja, v bistvu, kakor kdaj. Okay. Ni Čisto na kakor kdaj. nobenega plana za par let naprej, vsako leto bo en Ne. okus. Ne. Ne. Okay, to je torej čisto spontano. Ja, Tudi to, ko ste zdaj iz Vina Koper delali, to je bil spontan Spontano. projekt. Ja. Aha, okay. Prepustiva se na ključu. Torej, imate zdaj za naslednje leto nimate plana, v bistvu, kam bo šlo, a se bo kaj razvijalo? Ma ne, to malo. Nekaj moraš imeti, ne? Nek Sej, okvir ni, ampak okej. pa če kaj pride, pač Taka vmes, priložnost, pa ali skočva na vlak. Ampak ali pa ne. recimo, ful dober primer je jagoda. Mi, da sva že v 2017 videli, da rabva jagodo, ker kogarkoli vprašaš, sladoled je jagoda, čokolada, vanilija. Tako, a ne? ja. In mislim, je Karmen razvijala jagodo in pač ni uspela. Kogarkoli obrneš, kjerkoli recept je bil, ene vmes smo delali z banano, so bile tako trde, dobesedno kot kamen, bi mogel rožen list nositi. Mislim, tako, probavali, vsi, ki je jagoda, mi bi jagodo, ok, jagodo, če ne rata, pač jagodo je nemogoče narediti dobro, brez da dodaš cukor, pa brez da dodaš, ne vem, whatever, ne. No in pa se zgodi projekt Lepa Afna par let nazaj, čisto slučajno in je tako, ona bi imela jagodo. Under pressure in je naredila, zdaj bo po moje bestseller v roku enega leta, ker malina je tako res top. In jagoda je tako hitro lovi, da je to nekaj neverjetnega. Ja. Ne? In je ratala jagoda. Pač in je rata. Kaj pa čokolada, na primer? No, evo, ne, čokolada. Dajmo prepričati Nežo, ker meni ne uspe. Mi dve rasturava sadje. Okay, no, pa lahko je tudi čokolado. Kakav je... Kakav je zelo zdrav proti stresu, ne bo nam ratalo. Jaz bi čokolado prepustila konkurentom, ker res vejo, kaj delajo. Zaenkrat. Ja. Čokolada je tako delikatna zadeva. Ja. Ampak, veš, je pa se dobro prodaja. Ne za to, saj se jagoda pa malina tudi v redu je. Samo počasi. Bom modro tiho. Boš modro tiho, boš prepustila to, a ne? Ti si že naredila svoje. Sem napeljala, malo, bomo nadaljevali. Na kak način se soočata z izzivi in problemi v podjetništvu? V podjetništvu vemo, da ni vse tako rožnato, čeprav se mogoče včasih navzven zdi vse ful lepo, pa ful fajn, pa vse je šlo tekle gor. Vem pa, da odzadje je pač daleč od tega. In me zanima, mogoče, kje so bile tiste neke prelomnice, kolikrat sta bile pred tem, da rečete, vržete vse skupaj v stran, pa reče, ne gremo se več tega. Kako vam to pomaga, da sta dve pri tem procesu, da tam malo se razgovoriti? Mislim, največji problem najin in verjetno marsikoga drugega v podjetništvu je financiranje. Itak, ja. Za vsak nov projekt iskati obratna sredstva, za pokrivati izgubo v izvensezonskosti poslovanja podjetja, spet ne iskati sredstva, da to pokriješ. Pripravljati se vsako zimo na sezono, ki te čaka, to dobesedno leti v zaloge, denar. In je to
pač cash flow in general res en tak Največji pain, s katerim se ukvarjava že kar lep čas, v bistvu odkar mavala popsi. In nisva tega še rešili in sva mogoče na tej točki, da bova ponotranili, da je to del tega procesa. Se je. Ja, To si jaz tudi tako. našel, da rečem. Pač prijo te, gre gor, tak in to je pač, to bo skos, nikoli ne bo, ne. No, in jaz mislim, da dokler imava midve željo, pa dokler uživava v tem, kar delava in dokler midve ena drugi zaupava, da bova delali po svojih najboljših močeh v vsakem danem trenutku, bova rešili tudi cash flow. Vsakič znova. Ja. Ne, da ga bova rešili forever in ga nikoli več ne bomo imeli te težave, ampak vsakič znova. Tako da, dokler se nama bo dal, se bojo problemi reševali. To je to. In zaenkrat se nama še ful da. Da bi bili obe na točki, ki bi rekli, ne, dosti je tega. Mogoče je bila kakšna že tako vmes, ampak ne toliko na točki, da rečeš, zdaj pa konc. Ne Tako da zares. ti mal pade motivacija. Ampak so pol dve, ki se pol pač ena drugo gor dvigneva in gre naprej. Da bi pa obe res rekli, ne, dosti je tega, to pa se še ni zgodilo. Okay. To je pač ena drugo bodrita. Pa vam je bilo kdaj žal, da ste šli skupaj v to, pač da sta dve? Saj pravim, brez Carmen se nič ne bi začel, brez mene se nič ne bi končal. Tako da, če bi Carmen šla sama v to, bi pač ful govorila o tem, kaj ona o sebi. Če bi šla pa jaz sama v to, bi me pa pač kdo vprašal, ja, kaj pa ti bi, pa bi rekla, ne vem. Sam nekaj. Nekaj bi delala, ja, ampak ne. Ne, žal tako na ta način itak, da ne. Ampak je pa dejstvo, da se pa prijateljstvo spremeni. Ja. Pač ni isto. Ni. Se to sem hodila vprašati, na kak način je v bistvu to vplivalo na vajino prijateljstvo, pa če znata v bistvu ločiti to biznis, pa ta prijateljski del, a to vse je zdaj ena skupna celota. Mi dve tega ne znava dobro ločiti. Ne bom rekla, da je zdaj slabo zaradi tega, ni, je pa pač drugače. Ja, čist drugače. Ker mi dve malo premalo ločiva mogoče to, da se popoldan na kavi ne pogovarjava v biznisu. Drugače. Drugače. Ampak je najno prijateljstvo že od rojstva, od Carmen pa do zdaj šel čez ful različnih faz drugačnosti. Ja. A ne, tudi zato, ker sva res dobesedno odraščali skupaj in tudi midve odrasli. A ne? Tako da, ja. Pa se dajte res fez skregati. Ja. Mi dve to znava tako perfektno. To dobro o tem. Ja, obvladava. In na kak način se pol pobotata, kako pol pristopite ena do druge, to me ful zanima. Se skregati in tako težko, samo pol pobotati, ne? Tako, najbolj je to primerljivo z, ne vem, sestro. Okay. Pač ne rabaš se. Sploh se ne. Okay. Ampak Kar naenkrat je pa vse ok naprej. tako je ok, načeloma. Ja, sam date ven tisto, kar imata. Tako, Okay. pač da ven in pol je to. Ne prideva ena do druge in rečeva oprosti. Pač ne, čez 2 uri je pač ok. Okay. Tako da, tako mi dve sva mal bratsko usmerjeni. Bratsko usmerjeni. Pa nikoli pa ni šlo tako, da bi bilo pač res, da se ne vem, en teden ji pogovarjali ali pa en mesec, da bi šlo. Ne. Ne. Prej to, da se pač, če vem, da ima Neža slab teden, in mogoče ne pokličem 2 dni ali pa obratno, pol pa se slišva in je ok. Ampak tako, takrat, glede na to, da mi dve res ne rabva biti skupaj 24 ur na dan, da pač lahko delava vsaka posebej, pač ne vpliva to. Ja. Kaj pa, ko greste naprimer na kavo, koliko del pogovora je o biznisu, koliko je pa v nekih osebnih stvareh in izzivih? 75. Je biznis. Ja. Aha, ok, redo. Sam da tako, da za občutek. Pa na koncu, kaj pa ti, kaj si izrekla? Tako je, na koncu, zrihtala, ja. zadnjih 10 minut. Ja. Kaj nič ne poveš, ja. Glede, da ste obe mamici, me zanima, na kak način usklajujete potem to vlogo podjetnic in materinstva. Ti imaš 2, ti imaš enega, ne? Smešen, ga sem se par let nazaj, ko smo začeli, smo bili tako, koliko bo dober, ko bomo sami svoji šefici in gospodarici svojega časa in boš firmi posvečal točno toliko časa, kolikor ga boš želel, da boš lahko skozi s svojimi otroci, da boš lahko sred tedna šel na morje. Pa, ja. Itak, mislim, kakšne sanje lepe, ne? Zvala si to želiš, ampak v resnici se mi zdi, da žonglirati med družino, prijatelji, poslom je en tak konkreten izziv in da se otroci sicer navadijo,
da morajo kdaj iti tudi zraven, da kdaj pač so pri babicah, pa detkih, pa v varstvu. Ampak ja, še vse ni lepo. Ja. Mislim, meni je ta občutek svobode pač res nekaj najlepšega, ampak tudi, da se zavedava prioriteta, ne. V isti sekundi, ki bi bilo treba kaj za otroke, skenslaš vse, kar je v povezavi s firmo, ne? Ker če si firmo zgradil tako, da se lahko v enem dnevu vse sesuje, pol kaj sploh gradiš. Otrok pa pač, če te nujno rabi in tukaj ni vprašanje. Pa ste imeli kdaj slabo vest, naprimer, zaradi tega, da dobena stvar ni mogla biti pol v popolnosti, ker se moraš skozi malo prilagajati. Kos, pač to se mi zdi, da je ključna stvar, ki sploh je. Jaz imam, ne vem, ful slabo vest. Ti ne vem, če jo imaš, ampak jaz jo imam. Že to, da ne vem, zdaj, ko so počitnice, sem mogla jaz namesto, da je 24 ur z mano, a ne, pa da se kar z njim ukvarjam skozi, je mogel iti, sta šla pač skupaj, ne, v neko počitniško varstvo. Kjer se imata da best, bolj kot če se imata. Bolj kot če Ona pa se zihar ne si igrala mama, se vem, ja, se mama. Jaz sem pa tisti, pa jaz bi ga lahko pelala vsaj za 2 dni samega na morje, da ni skozi z bratcem, pa tako, pa mal building med sabo, ampak... Sami sebi največji sovražnik. Ja, točno to. Pač to prav sami sebe noter. Ja, se žremo, ko otroci se malo pa itak fajn. Meni gre to ful dobro, Neži gre mogoče to malo slabš meni, pa jaz sem pa pri tem tako razturam. Ja, kako pa ti to handlaš? Ja, jaz sem pa, če ne drugega, je olajševalna okoliščina, če lahko temu tako rečem, da imava z bivšim možem deljeno skrbništvo. Tako da lahko tisti teden, ki je on pri očiju, ful naredim za podjetje. Res se lahko posvečam od jutra do jutra in je fokus res usmerjen samo v firmo. In pol tisti teden, ki je Aleksander pri meni, mu lahko dam res ful več časa, pozornosti in energije, ki mi ostane zaradi tega, ker pač prejšnji teden vse poštimaš. Ni tako, da pol tisti teden nič ne delam, valjda delam, ampak delam manj. Časovno, ne. Ja, ali pa sem v krajšem času bolj produktivna, zato ker vem, da imaš pol, da sem lahko z Aleksandrom. Ja. Kaj pa so mogoče ena ali pa dve tiste največje napake, ki ste naredile na vajini poti in bi zdaj čisto totalno drugače naredile, če bi bila še enkrat? Ne, jaz prav ne vem. Jaz tudi ne. Da bi prav čist drugače. Jaz mislim, da... Vsega se nekaj naučiš, ne? Ja, res. In jaz mislim, da so se glede na najino znanje v vsakem trenutku in glede na najine želje vsakič prav odločili. In ne vem, če bi se bili sposobni sploh drugače takrat. Ja, v tistem trenutku. Ja, imeli smo failov nešteto, neskončno, itak. Jaz itak bolj tako funkcioniram, da vedno in v zasebnem življenju in poslovnem slabe stvari pozabam. Odlično. Prejšnji teden se je nekaj zgodilo, ta teden ne vem več in grem naprej. To je zelo dobra lastnost. Ne, recimo ledene kocke. En tak projekt, ki smo v teoriji mislili, da nam lahko uspe nekaj, kar se je izkazalo, da smo gladko res sanjali, da je to možno. Samo smo se nekaj ful naučili. Ful smo se naučili, ne? Jaz mislim, da bi kjero stvar res izločili, ne. Ja. Se itak moraš naučiti pač na lastnih napakah, pa da pa lahko naprej, ne, sej. Ampak eni projekti pa ima bolj ratejo kot drugi, ne, to pa itak, ja. Pa včasih glih tisti, ko bi manj pričakoval, tisti, ko misliš, da te pa to, pa glih niso, ja. Pač to je podjetništvo, ja. Sej. Kakve so kaj vajine ideje, vizije za prihodnost? Za koliko let naprej imate, naprimer, plane v podjetništvu? Še ste rekli, da ste zelo spontani pa to, ampak koliko stvari imate naprej načrtovane, koliko je pa res se spontanosti, ne vem. Ja, nek finančen plan je do leta 2025. Ok, torej 2 leti naprej približno, ok. Pa še to se mi zdi, da smo v takem trenutno okolju podjetniškem, da se toliko stvari skozi spreminja, da niti ta 2-leten plan v resnici ne more, verjetno ne bo tako, kot smo si ga mi zamislili, pa čeprav je zasnovan na podlagi preteklega poslovanja, ampak vsem, ne, je tako... Malo čudni časi so, ne? Toliko je enih nihanj, toliko je enih sprememb, toliko je enih zadev, da sploh ne vem, v resnici rabaš ga, zato da ne zabluziš, da te ne skrene s poti, pa da ne začneš hoditi po napačni poti, ampak kar se pa tiče idej, produktov novih, pa to se imava za 1 leto naprej,
ker drugače zelo hitro zaspiš, pa tudi zdaj, ko so take količine, ne moreš, tako kot so v Šenčurju, ki smo imeli proizvodno botično, smo rekli, ok, dajmo en limited edition sladoled, mislim, popsiko ven in je bilo to v roku 14 dni. A ne, zdaj so to količine. To je treba 8 tednov, če ne drugega, za karton čakati. Pa deklaracije, pa mikrobiologija, pa bla, 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 bla. In je treba, tudi ni treba, ampak načeloma se je izkazalo kot dobro, da saj za 1 leto nekako planiraš. In da prije nov produkt ven? Ja, poletje. Aha, to zdaj? Mislim, naslednjo poletje. Ok, naslednjo. Zadnji je bil pa, zadnji so bile pa ti z Vina Koper. A je bil še kjer potem? V bistvu, jagoda je bila pred tem, ampak... Ste pa, spremenile, ja? Ja, tako. Ne, drugače pa to je bil, to je bilo lani, ne? To je bilo lani. Potem naslednjo leto pa prihaja na okus. Ok, ne bo tako povedala, se vem, pač provala sem mogoče vi. Čokolada. Dajte mi za na konec povedati, kaj bi pa svetovali tistim, ki imajo neko podjetniško idejo, si želijo iti nekaj za sebe, pa nekako ne zberejo poguma. Kaj so tiste stvari, ki jih pač rabiš imeti v sebi, pa ob sebi, da greš v to idejo? Jaz se mogoče, če dam eno prispodobo, ne vem, ni nam všeč, kako se nam otroci mečejo po tleh, pa se postavljajo na trepalnice, pa tako. Ampak, ko se pa lotaš podjetništva, pa rabiš malo tega. Da v enem trenutku si pripravljen čez vse, čez zid in poslušaš sam sebe. Ne poslušaš drugih, ki ti pravijo pač ne, to je brez veze, da je pet kaj drugega. Tako da, to, da si upaš. No. Tukaj bom jaz nadaljevala. Mnenje je najnižja oblika znanja. Tako da jaz bi predlagala vsem podjetnikom, da se opremijo znanjem in potem sicer pobirajo mnenja, valjda sploh od nekoga, ki je izkušen, in se potem na podlagi znanja in potem mnenja odločijo, kaj bi oni radi. Ne kaj nekdo misli, da bi mogel. Nama so tudi za embalažo, ki je zdaj rdeča nit Lapopsija, ki je nekaj najlepšega, ki midve sva zaljubljeni v najino embalažo in te grafične vzorčke in barve, so nama vsi govorili, da to ni Lapopsi, da kaj z nama narobe. In njihovo mnenje je bilo takrat nama zelo pomembno in veliko vredno, pa sva zbrali to moč, da sva rekli, nama, midve vibava s to embalažo. In so se za to odločili in so pa vsi spremenili mnenje, so rekli, pravilno ste se odločili. A ne, recimo. Ja. Pa ta pogum, pa da nikoli ne nehaš spraševati. Jaz sem tak človek, ki pravim res, kdor jezika špara, kruha strada in spraševati se učiti, nabirati informacije. Pa mogoče tukaj še za eno pod vprašanje, se reka, se učiti, nabirati informacije, na kak način se video izobražujete, ki nabirate informacije? Ampak res iz vse povsod. Od YouTuba, podcastov, knjig, pa druženje s podjetniki drugimi, da iz lastnih izkušenj lahko tudi pač povejo, kam se obrniti, kje dotično znanje najdete. Ker enega učbenika, ki bi ti nekdo rekel, odpri na strani 76, pa poglej, tam so rešitve. Tam piše, kaj moraš narediti, tega ni, ne? Pa v enem trenutku je bilo tako, da so bili finančno recimo malo na boljšem, pa so rekli, ok, kako se bova zdaj nagradili, a si bova dvignili plačo in si je nisva, ampak sva se odločili, da bova pač to investirali v neko izobraževanje. Jaz sem šla na polletno, Neža na 4 mesece. 2 leti. No, ja, jaz pa 5, ne. Ja, ti 5 let, jaz 2 leti. Tako da sva se pol malo denar investirali v to. Vsaka sicer v svoje, to, kar je pač eni pasal, ampak ja, da sva investirali v znanje. No, skupna točka je bila osebnostna rast. Ja, se pri podjetniku se mi zdi, da to je eno najpomembnejših stvari, na katerih je potrebno delati, no. Saj dolgoročno, če hočeš pelati stvari naprej. No. Psihologija. Ja, tudi mi, da smo prišli do tega spoznanja, pa delamo na tem. Ja. Hvala vama za pogovor, hvala, da ste bili tako odkrite, pa povedali stvari tako so, tako da lepo se imejte, pa fajn razvijete ideje naprej, pa čakamo na čokolado. Hvala za povabilo, ne pa čin. Ja, čin. Ja. Čin.